Uh, Jaz sem bil sam presenečen nad tem dejstvom, da je v Sloveniji kar 80 vrst divjih orhidej. Najbrž se vsi poznamo take, to se pravi umetne orhideje, ne, lepe na okenskih policah največkrat. Te orhideje, teh 80 vrst je pa res ena velika raznolikost in pestrost, no in kar 40 teh vrst so našli tudi v Bohinju. Tako da bodo nekateri dogodki, kot je razstava, glavna razstava v Kulturnem domu Joža Ažmana, pa potem tudi vodeni izleti, povezani prav z orhidejami. Kakšno obfestivalsko dogajanje se še obeta v teh dneh v Bohinju? Torej, dogajanje je res veliko, skozi 14 dni, poleg vodenih botaničnih izletov, tudi potem različni kulturni dogodki, kot je petje na vasi z domačim moškim pevskim zborom, potem so tukaj nekaj kulinaričnih delavnic, potem so tukaj tudi dogodki povezani z tako imenovanim cvetjem v znanosti, to je vsako leto organiziramo tudi dogodek, s katerim pač želimo poglobiti svoje znanje. Zgodila se bo ena interpretacijska delavnica, ena strokovna konferenca na temo znamčenja v Sloveniji oziroma v območju Julijskih Alp. Potem se bodo številni dogodki se bodo zvrstili pa tudi izven Bohinja in so nekako povezani. Gre za dogodke v okviru Alpske konvencije, katere podpisnica je tudi država Slovenija. Dogodki so povezani v glavnem z prireditvami, ki so se v prejšnjih letih dogajali na enem koncu Julijskih Alp, v Mojstrani. Te dogodki so zdaj razpršeni, tudi v luči tega, da je Tolmin postal alpsko mesto leta. In sem zelo vesel takšnega širjenja in medsebojnega sodelovanja. En izmed lepih dogodkov se bo zgodil tudi v Trenti, gre za 120 let zavarovanja Planike. Pri nas v Bohinju pa se bo na to temo zgodila en poseben posvet, ki bo osvetlil dodatno ta prizadevanja, tudi zavarovanje, tako da nekako poskušamo osredotočiti seveda turizem na nek način skozi festival alpskega cvetja, na drugi strani pa primerno tudi ozaveščati o pomembnosti varovanja in ohranjanja okolja, v katerem živimo. Kakšen dogodek pa se bo odvil tudi na Pokljuki? Na Pokljuki se bo dogodil en tak poseben dogodek. Vemo, da so Pokljuški gozdovi tudi da je Pokljuški les tudi resonančno zelo zanimivo, zato bomo pač v Pokljuških gozdovih izvedli poseben koncert in s tem tudi se pogovorili malo o resonančnem lesu. Ta dogodek se bo potem nadaljeval tudi na Gorjušah z dogodkom, ki se vsako leto tudi zgodi v Zoisovi domačiji. Koliko obiskovalcev pričakujete in kdo so pravzaprav obiskovalci festivala alpskega cvetja? So to ljudje, ki prihajajo vsako leto ali je to različna? Torej, obiskovalci alpskega cvetja so domačini, obiskovalci alpskega cvetja so Slovenci, v veliki meri je to povezano tudi z obiskom Zlatorogove pravljične dežele, ki se zgodi v enem izmed vikendov festivala cvetja. Med tujci pa prevladujejo zaenkrat še Angleži, pa tudi drugi gostje, ki so v tem času bodisi v Bohinju ali pa pridejo samo zaradi festivala. Torej, festival pridobiva na svoji teži in veljavi, majčkeno mu manjka tukaj seveda promocijskih aktivnosti, kar je pa seveda povezano z velikimi finančnimi sredstvi. No, v Bohinju pa se bo tega konec tedna odvijal tudi alpski večer, ki je že 30. po vrsti. Po nekaj letih so ga premaknili iz Bleda v Bohinj. Ja, to se je zgodilo pred 3 leti, letos res 30-letnica alpskega večera in pa 50 let delovanja alpskega kvinteta, torej častitljiva obletnica, ki jo bomo seveda primerno skupaj z alpskim kvintetom tudi, kateri se bomo posebej poveselili. No. Letos je res tudi prijav oziroma tudi obiskovalcev lepo število, torej sam večer je že skoraj da razprodan. Je pa to ena izmed obletnic letošnjem letu v Bohinju, kot rečeno 10-letnica festivala alpskega cvetja, 110-letnica Bohinjske železnice, pa 60 let Kravjega bala, enega izjemnega ali pa celo najpomembnejšega dogodka v Bohinju. Koliko ansamblov se bo zvrstilo v soboto zvečer? V soboto zvečer bo nastopilo 10 ansamblov domačih, en tuji ansambl, torej program je skoraj za 4 ure.
Jaz resno mislim in vem, da se obeta en zelo, zelo lep večer. In kdaj se prireditev alpskega večera pričenja v dvorani Danica? Ob 8. uri, torej tudi karte, še nekatere karte, vsaj tiste zadnje, bo še možno kupiti tik pred koncertom.